Lahko plačam, prosim? Lahko. Kaj sem že imela? Veliko točeno, ne? A damo to na davčno? Ne, kar navadno. Pa kaj je s tabo? Da si na davčno, da boš lahko dal pod stroške od SP-ja. Se nimam SP-ja, študent sem. Ja, saj kot študent imaš pravico do SP-ja. In potem si rečeš, tukaj sem imel sestanek, tole je bil strošek in si lepo daš pod stroški. Ne, sam sem bil, nisem imel sestanka, to sem spil, zdaj pa grem na vlak. A te kdo videl, da si bil sam? Jaz sem te videl, da si imel sestanek. Tako da tale račun si boš kar lepo spravil, pa pošleš računovodkinji. Kak je računovodkinji? Mater, s kakimi materijami jaz danes posla? Ti rabaš dobro računovodkinjo, ki ti bo znala dobro obračunati tele stroške. Od kje si ti? Iz Novega mesta. Ok, se pravi, to je 70 km sem, 70 nazaj, krat 43 centov, 60 evrov. 60 evrov si lahko vsak dan izplačaš neobdavčeno, potni stroški. A ja, ne, jaz imam sobo v študentu v Rožni, pa hodim sam čez vikende domov, drugače se ne vozim. Napaka. Ti ne rabaš sobe v študentu, ti rabaš pisarno. In potem si pisarno plačuješ namesto študenta in to si daješ v stroške. Jaz sem kje bom pa spal? Ja, v pisarni, zraven pisalne mize boš dal jogi in to je približno isti standard kot v študentu. In to lahko pa vse, ves čas. A ja. No, sam itak se mi ne splača več, ker sem 4. letnik in imam sam še absolventa pa diplomo in to je to. Ja, na prvem faksu. Sam posel piše še enega, pa še enega, pa še enega. Le mene. Jaz sem že cel life na študentskem SP. Kateri letnik pa ste? 78. In meni se ne splača iti na navaden SP. Kar pol te država obere za prispevke, za dohodnino, davek na dobiček. Na študentskem SP-ju na leto 8 do 10 tisoč evrov pa šparaš sam pri davkih. Toliko se da s kelnarjenjem zaslužiti? Ne, jaz kelnaram sam tako ob petkih, drugače se ukvarjam z davčnim svetovanjem. Tako da evo, tole je 3,20 € za tole pivo, tole je pa za svetovanje. Kaj, 400 evrov za tale pogovor? Ja, 400 zato, kaj je davek 9,5. Če bi bil 22, bi bilo malo dražji. Tako da tole kar lepo pod stroške.